v imenu Innovatijo. Moje ime je Aleš Celcar. V podjetju Innovatijo smo se odločili, da bomo v bistvu pripravili učiteljem različne webinarje na teme, kako delati od doma oziroma kako učencem podati vsebino od doma. 2 webinarja smo že izvedli, 3. je tale, ki ga izvajamo, ker smo kot podjetje, ki se ukvarja z inovativnimi rešitvami za prihodnost, tako v poslovnem kot v šolskem okolju, se nam zdi pomembno, da tudi uporabniki, ki dejansko potrebujete in delate v šolstvu, dobite informacije, kaj lahko uporabljate, da vam bo olajšalo delo v teh časih, ko je treba od doma delati in se znajti po svoje. Sam webinar bo vodila kolegica, naša strokovna sodelavka Larisa Adanič. Webinar na temo, kako posneti in objaviti predavanje za vaše učence. Jaz bi prosil, če izklopite mikrofone in kamere. Hkrati vprašanja bomo na koncu, bo čas za vprašanje in odgovore, lahko jih zapišete v chat, lahko se jih zapišete, pa potem na koncu tudi vprašate, ali pa kar vmes povprašate, pa bomo potem na koncu odgovarjali. Zdaj je predal besedo sodelavcu Markotu, tako da Marko, prosim, če nadaljuješ, in potem pa še Larisa, ki bo prevzela samo izvedbo webinarja. Tako, lep pozdrav še z moje strani. Moje ime je Marko Rakoša in sem eden izmed članov ekipe Innovatijo. Kot je že Aleš povedal, se v podjetju zavedamo izzivov, ki jih prinaša trenutna situacija glede obvladovanja virusa in dela od doma. Zato vam bomo danes predstavili eno od orodij, ki vam lahko malce olajša poučevanje na daljavo, in sicer Smart snemalnik. Smart snemalnik je del programske opreme Smart Notebook, ki si lahko vsi brezplačno prenesete na svoj računalnik. Podrobnejša navodila za prenos in vse povezave bomo po samem webinarju poslali tudi na mail. Se pravi, programska oprema je del ponudbe proizvajalca Smart, čigar uradni zastopnik se pravi je naše podjetje. Smart omogoča učiteljem in učencem, da sodelujejo, se učijo na inovativne načine, se pravi, ki pripomorejo k izboljšanju rezultatov. Smart pa seveda poleg programske opreme, ki jo predstavljamo, ponuja tudi strojno opremo, se pravi interaktivne zaslone. Kot verjetno veste, je v teku tudi razpis SEO 2020, na katerem si boste lahko zagotovili interaktivni zaslon Smartboard z predstavljeno programsko opremo. Se pravi, webinar bomo tudi posneli oziroma se že snema, tako da bomo vsem poslali tudi povezavo do videa, tako da si boste lahko predstavljeno tudi pogledali, kadarkoli boste potrebovali. Na vaše morebitno vprašanje, kot je že Aleš omenil, bomo odgovorili na koncu, tako da sedaj pa predajam besedo kolegici Larisi, ki bo odvodila današnji webinar. Izvoli, Larisa. Larisa, si z nami? Mikrofon. Pozdravljeni vsi skupaj. Prosim, če v komentar napišete, če vidite mojo sliko oziroma sliko mojega zaslona. Ker vidim, da jih več uporabnikov nima slike. Jaz vidim samo tvoj PowerPoint oziroma ta PowerPoint. Tako, PowerPoint. Vsi vidite, torej, oziroma tisti, ki vidite mogoče nekaj s povezavo, v bistvu bi morali na zaslonu videti naslov webinarja, kako posneti in objaviti predavanje za vaše učence. Uvodno stran morate videti, ker vidim, da zdaj pišejo, mogoče minimiziraš PowerPoint, da bodo bolj jasno, da je PowerPoint odprt. Uvodna stran, to morate videti. Jaz mislim, da to... Jaz ne vidim. Tako. Zdaj pa bi morali... Aha, zdaj se je nekaj pokazalo. Ja, zdaj pa vidite namizje, Larisino namizje računalnika, torej njeno namizje računalnika. To bi pa morali videti, ja. Super, hvala. Torej, zdaj lahko začnemo. Zdaj vidite, torej... Jaz tudi ne vidim. Niti namizja ne vidite? Zdaj, tu je lahko tudi, ne vem, karkoli na internetnih povezavah. Mi bomo snemali tole, na koncu bomo zadevo tudi objavili na spletni strani, tako da če komu slučajno, ne vem, vmes pride do prevelikega zamika ali da ne bo delovalo, jaz se opravičujem,
pač tukaj je tudi internet nek faktor v celotni zgodbi, tako da mogoče, da je tukaj kakšna težava tudi na tem ravni, ampak če vas večina vidi, potem načeloma bi to moralo delovati. Kje je chat? Tukaj pritisnete na tale ikonico, ki jo sedaj kažem. Vidite? Ne, ne vidim. Chat je v sami urodni vrstici meeting Teamsov, kot oblaček se pojavi in tamle je meeting chat oziroma lahko dejansko tam dostopate. No. Larisa, prosim, če začneš, če karkoli dajte v chat zapisati, pa bomo tam probali reševati. Okay. Tako, jaz sem si na svoj računalnik namestila programsko opremo Smart Notebook, ki je brezplačna. V sklopu tega pa se mi je naložilo tudi orodje za snemanje. Navodila in povezavo za prenos programske opreme vam bomo poslali danes popoldan, kot tudi video naše same predstavitve. Prosim še enkrat, če si vsi udeleženci izklopite mikrofon, ker v bistvu vse skupaj zelo odmeva. Tako, ko si vi naložite programsko opremo Smart Notebook, se vam tako na namizju, kot tudi v sami orodni vrstici sistema Windows namesti ikonica Smart Board. Najdete jo tukaj spodaj v orodni vrstici, in sicer moder kvadratek, ki ima v notranjosti bel krogec. Pritisnete na tole ikonico in odprejo se vam smart orodja. Zdaj tukaj lahko odprete tudi druga orodja, med drugim pa tudi smart snemalnik. Ta je drugi po vrsti. In zdaj se mi je odprlo orodje v bistvu snemalnika. Samo orodje je sestavljeno iz treh glavnih gumbov. Prvi gumb predstavlja v bistvu za začetek snemanja, drugi gumb je za vmesno pavzo, torej če želite med samim snemanjem video tudi ustaviti, zadnji pa je za zaustavitev videa oziroma za shranjevanje video posnetka. Zdaj, tukaj je tudi možnost, da snemate različna stvari na računalniku. Torej, prva opcija je, če ne izberete nič, vam bo samodejno snemalo namizje. To pomeni vse, kaj pač vi delate na računalniku. To pomeni, da lahko prehajate iz PowerPointa na splet, recimo, ne vem, imate v PowerPointu predstavitev, pa se potem greste v spletni učbenik in tam predstavite učencem nalogo in potem se lahko spet vrnete v PowerPoint in tako naprej. Če pa imate izbrano recimo zadnjo opcijo, okno snemanja, v tem primeru pa vam snema samo tisto okno, ki ste jo izbrali, da vam snema. Zdaj, za začetek vam bom jaz pokazala, kako v bistvu posneti namizje. Izberem prvo opcijo. Ker imam na svoj računalnik priklopljena dva zaslona, moram izbrati, kateri zaslon želim, da se mi snema. Torej, drugi zaslon, ki ga tudi vi vidite. In zdaj se mi je avtomatsko začelo moje ozadje z računalnika snemati. Sedaj lahko grem tudi na splet in odprem recimo e-učbenik. In se bo vse to tudi... Mogoče si malo v zamiku, če lahko malo bolj počasi. Se še nisem odprla e-učbenika, tako da se še to seveda nalaga. Danes je mogoče nekoliko slabša povezava, ker nas je veliko na spletu. Tako bi lahko jaz odprla katerokoli stran, ob prehodu na strani tudi razlagala učencem. Lahko bi si odprla PowerPoint predstavitev in tudi ob njej razlagala tudi vse, v bistvu vse, kaj lahko odprete na računalniku, vse se vam bo potem tudi videlo na videoposnetku. Lahko bi tudi video posneli v samem snemanju. Tako, zdaj pa kako v bistvu zaustavim
snemanje, torej prva opcija je, da samo pauziram, to pomeni, da lahko kdajkoli ponovno začnem snemati s pritiskom na tale rdeči krogec, torej za ponovni začetek snemanja. Ko pa želim video posnetek ustaviti in ga shraniti, pa izberem tretjo ikonico, to je tale moder kvadratek, pritisnem nanjo in potem se mi odpre raziskovalec računalnika oziroma mesto, kjer moram vpisati ime datoteke in izbrati, kam želim shraniti svoj video posnetek. Recimo predstavitev 1. Predstavitev 1. Brala sem si namizje, tako da se mi bo video posnetek shranil na namizje. Nato se pojavi okence, kjer piše, da lahko ta zajem oziroma kreiranje video posnetka traja nekaj minut. Ko bo le to končano, se mi bo video posnetek pojavil na namizju mojega računalnika. Zdaj, če ste videli, se tukaj tudi vidi, da je končna velikost datoteke in pa tudi čas, kako dolgo sem snemala svoje ozadje. Tako, to je tale video posnetek predstavitev 1. Če ga odprem, tako tudi zvok se sliši, ki sem ga posnela, in v bistvu lahko potem učencem pošljem tale video. Zdaj, kako lahko učencem pošljete video? Videe bom pokazala na koncu, zdaj še vam bom pokazala drugo opcijo snemalnika. To je opcija, kjer lahko posnamete le okno, ki jo želite posneti. Jaz bom izbrala tukaj spodnjo opcijo, torej okno snemanja. Pojavila se mi je opcija, kjer moram izbrati okno, ki ga želim posneti. Izberem PowerPoint. Zdaj, če vidite, se mi je v delu PowerPointa, ki se snema, pojavil en rdeč pravokotnik in v tem delu se mi seveda cel čas snema posnetek. Snema se mi tako slika moje aplikacije, ki jo imam odprto in izbrano, in tudi zvok. Video lahko tudi vmes zaustavim, se pripravim, recimo preidem na drugi diapozitiv, če bi ga imela, ali recimo tudi lahko dodam diaprojekcijo oziroma prosojnico in ob tem tudi razlagam. Ko želim končati s snemanjem, seveda pritisnem izberem v rodni vrstici ponovno snemalnik, to je tukaj spodaj, vidite ikonico kamere, odprem in nato imam tukaj opcijo desno ikonico za ustavi snemanje. Spet se mi pojavi, kot se že prej v prvem primeru, okence, kjer moram vpisati oziroma pišem ime datoteke in shranim datoteko, okence 1 bomo dali. In seveda se mi znova shranjuje video posnetek. Tako. Zdaj se mi je ponovno shranilo s tem, zdaj tudi vidite. Evo, to je tale video, recimo zdaj ga ne bom naprej predvajala. Torej, zdaj imam jaz sam video na svojem računalniku, zdaj pa bi ga želela posredovati svojim učencem. Zdaj, tukaj imate različne možnosti. Video lahko objavite v vaših spletnih učilnicah oziroma na spletni strani video.arnes.si. Tukaj potem se vpišete s svojim računom in geslom in potem naložite video. Zdaj, v prejšnjem webinarju, ki smo ga imeli, so tudi udeleženci povedali, da je možno video omejiti, da ga vidijo samo določeni učenci oziroma da ga ne vidi celotna javnost, ker zdaj tukaj, ko sem stran odprla, vidite, da lahko tudi jaz dostopam do videov, ki so bili naloženi v javnost. Je pa, tako kot sem rekla, tudi opcija, da to storite, da ni javno. Potem druga opcija je,
da video naložite na YouTube, v katerega se lahko pišete s svojim Google računom oziroma Gmail računom. Potem je tudi ena opcija Dropbox, OneDrive in tako naprej. Pač video je v osnovi ponavadi prevelika datoteka, da bi jo lahko kar poslali preko maila. Ena opcija je tudi, da bi jo naložili v spletno učilnico, ampak tam imate tudi nek omejen prostor in bi potem z večjimi videi potem zapolnili tale prostor. Zdaj, to je za enkrat od tega snemalnika vse. Upam, da ste vsi videli, kako se do njega dostopa, sicer pa lahko še pokažem tudi enkrat. Zdaj, če je kakšno vprašanje, lahko kar napišete v klepet, v chat. Drugače pa vabim Aleša in Marka, da se pridružita našemu pogovoru. Larisa? Prosim. Ja, mogoče bi še enkrat pokazala, kako dostopamo do snemalnika, potem pa bi šli po vprašanjih, ker vidim, da če lahko enkrat pokažeš, pa bomo potem šli po vprašanjih. Zdaj, tako kot sem rekla, na računalnik sem namestila programsko opremo, Smart Notebook, vsa navodila boste dobili kasneje. Potem pa sem v orodni vrstici poiskala ikonico Smartboard. Tukaj sem kliknila na ikonico in se odprejo različna smart orodja. Drugo orodje zapored je Smart snemalnik in se mi le-ta odpre na samem namizju oziroma kje se nahajam. Zdaj, možnost imate tudi, zdaj, ko je odprt, kliknete na tole ikonico z desnim miškinim klikom in imate opcijo pripni v opravilno vrstico. To pomeni, da boste ga vedno imeli tukaj v opravilni vrstici in ga ne boste rabili v bistvu vedno znova zaganjati. Vidite, zdaj se mi je tukaj pojavila ta ikonica in lahko kadarkoli odprem. Eno vprašanje še je postavila gospa Daniela, in sicer, če se snema tudi zvok. Seveda se snema tudi zvok, če imam vklopljen mikrofon oziroma če imam prenosni računalnik, ki ima mikrofon, lahko pa si priključim na računalnik tudi slušalke telefona, ki imajo največkrat tudi mikrofon. Gospa Špela je vprašala, začetek je zamudila, če je to pripomoček Smart Notebooka. Tako je, to je pripomoček Smart Notebooka, ki ga lahko brezplačno snamete in tudi uporabljate. Gospa Daniela je to tudi vprašala, če se snema zvok, vaš govor, res je. Ob tem, ko snemate vaš zaslon, se snema tudi vaš govor, tako kot je Larisa povedala. Zanima me snemanje videa v prostoru kot gradiva, športna vadba. Ja, žal se opravičujem, od delo doma, je tudi tveganje, da otroci pridajo. Zdaj smo ostali. Snemanje videa v prostoru kot gradiva, športna vadba. Žal, ta pripomoček ne omogoča snemanja v prostoru, ampak samo zajemanje zaslona in videa, oziroma zajemanje zaslona in zvoka, kar pač vi govorite, kolikor imate slušalke in mikrofon. Naprimer, potem takem se lahko snema tudi, če v živo, naprimer Vox konferenca. V bistvu, ja, vse karkoli imate vi na samem računalniku odprto, lahko zajamete in snemate. Tukaj je vprašanje, Smart Notebook orodje najdemo na spletu, tako je, Smart Notebook je na spletu. Po samem webinarju oziroma popoldan boste prejeli tudi, ker imamo zdaj webinarje na 1 uro skoraj da, po samem webinarju oziroma tako se nekaj popoldan boste prejeli tudi navodila, kako si namestite Smart Notebook na vaš računalnik. Ponovni prikaz nalaganja. Nalaganja nismo prikazovali, boste pa dobili navodila s postopki, kako si naložite samo programsko opremo na računalnik. To pomeni, kje jo najdete na internetu, kaj morate klikniti. Skratka, celotna navodila boste prejeli po mailu v PDF oziroma povezavo do PDF-a, kjer si boste potem lahko točno po navodilih tudi namestili programsko opremo. Še mogoče kakšno vprašanje? Zdaj, prej smo imeli eno debato, pa mogoče samo, da tudi podelimo to z vami, katera orodja vse uporabljati, kam vse lahko bi dali sam video posnetek, ki bi ga naredili.
Tako kot je že Larisa rekla, eno je video.arnes.si, drugo je potem YouTube, Dropbox, OneDrive, kar nekaj teh možnosti, kam lahko daste sama gradiva. Tukaj je pač odvisno od učitelja, kaj uporablja, da potem tam tudi podeli z učenci. Zdaj, nekateri zelo pogosto uporabljajo YouTube, zdaj Arnes ima to možnost kot video.arnes.si, kjer se vi prijavite, kolikor smo seznanjeni z istim imenom in priimkom oziroma z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga imate za dostop do spletnih učilnic, in ko nalagate video, lahko izberete tudi zasebnost, da video ni javen, ampak je zaseben, in potem pošljete povezavo tega videa vašim učencem ali staršem in potem samo tisti, ki dobijo to povezavo, lahko gledajo to vsebino oziroma ta video posnetek. Tako da mogoče je tale orodje primerno na ta način. Seveda tudi YouTube dela na podoben način, če imate YouTube račun oziroma Google račun, se lahko na YouTube naredite, ali pa potem Dropboxi, OneDrive, ki so del, bom rekel, na voljo na spletu oziroma jih lahko uporabljate. Predstavljen je bil tudi snemalnik, tukaj je eno vprašanje, gospe Petre, predstavljen je bil snemalnik, kaj pa so ostala orodja poleg snemalnika? Snemalnik je samo eno orodje Smart Notebooka. Smart Notebook ima veliko orodij, kjer lahko vi pišete, rišete, dodajate fotografije in podobne stvari. Zdaj tukaj nismo v tem webinarju načrtovali predstavljati tega, lahko vam pa pošljemo kako povezavo potem, ali pa si pogledate na spletnem portalu iučitelj.si, kjer imamo ogromno materijala, kaj vse v bistvu sam Smart Notebook in pa orodja omogočajo. Tukaj eno vprašanje, lahko ponovite, kako omejimo dostop v Arnes video za samo določene prejemnike. Zdaj mi dostopa do Arnes videa nimamo, bom pa jaz poskušal najti eno fotografijo, ki mi je prej delila na prejšnjem webinarju ena od udeleženk, samo zdaj pa ne vem, če jo imam tukaj. Ne, nažalost nimam. Dejansko greste na video.arnes.si in potem pri samem nalaganju, mogoče Larisa lahko reči na Arnesovo spletno video to beležnico, oziroma ta video, Arnes video. Ja, tukaj bi zdaj vi dali naloži. In ko bi, Larisa, lahko mogoče klikneš. Če že deliš zaslon, da ne bom zdaj jaz povzemal. Potem bi dali naloži, tukaj bi se vpisali z vašim uporabniškim imenom in geslom, potem bi dali naloži in potem bi tam imeli možnost, v bistvu mislim, da je med prvimi možnostmi, da nastavite kot zaseben video. To je tudi zdaj, kar gospa Petra tudi odgovorila v samem chatu na ta način. Zelo enostavno je v slovenskem jeziku, tako da po mojem ne bo neka večja težava za naložiti sam video. Mogoče kako vprašanje še z vaše strani, mogoče glede uporabe samega snemalnika. Tako kot smo rekli, video je, javen zaseben, zdaj pa vidimo, javen zaseben, pa ne viden, skratka te možnosti so. Ja, zdaj tudi gospa Petra je napisala, da je tale zadeva bolj varna kot pa YouTube, za tiste, ki ste mogoče bolj nezaupljivi, da pač ostajajo na nekem lokalnem strežniku, da ni nekje v tujini ali kakorkoli. Če še kakšno vprašanje, lahko tudi zapišete, lahko se tudi oglasite. Aleš, zdravo, Maja tu. Zdravo. Jaz sem seveda zagovornik Arnesa vedno, rada bi pa opozorila na to, da tiste, ki nameravate potem v te svoje posnetke vstavljati kakšne interaktivnosti, recimo skozi Edpuzzle ali pa kaj takega, da jih opremite za vprašanje, je pa vseeno boljše, če jih date na YouTube, ker potem jih samo tam noter polinkate. Tisto jemlje ponavadi samo YouTube pa Vimeo, z Arnesom pa seveda, ker je slovenska zadeva, stvar ni povezana. Samo toliko. Čau. Hvala. Zdaj tukaj je vprašanje, če načrtujemo še kakšen webinar. Če imate vi kako idejo, kaj vam lahko pomagamo, bomo z veseljem. Zdaj 2 webinara smo že naredili, na katera so tudi posnetka na spletni strani oziroma našem spletnem portalu iučitelj.si. To sta predvsem orodje v oblaku za delo od doma.
Potem je tudi, to se lahko pogledate, oziroma imamo tudi poslali, ne vem, en je bil poučevanje nadaljavo s pomočjo Smart Learning Suite online, drugo pa je skupni delovni prostor za individualno delo, da lahko delate. Ne. Kako bi najlažje posnela načrtovanje likov? Ja, Larisa, ti si likovnica, mogoče lahko ti pomagaš? Jaz se vračam. Za načrtovanje likov bi jaz odprla programsko opremo Smart Notebook, ki si boste jo naložili, če boste želeli uporabiti Smart snemalnik. Samo, da se mi naloži. Tako, zdaj to je ta sama... Pardon, kaj nadaljuj, se opravičujem. Se mi je odprla programska oprema, ki ima kar nekaj orodij, tudi za matematiko. Zdaj, načrtovanje likov, ne, tukaj bi lahko uporabila različne like, zdaj točno ne vem, kaj je pri snovi načrtovanja likov. Jaz vam lahko pokažem eno opcijo, in sicer recimo narišete različne like, potem je možnost tudi pri likih izbrati prikaži in skrij notranje kote, potem se vam na tak način prikažejo tudi velikosti kotov. Prav tako bi lahko narisala recimo trikotnik. Če tukaj izberem prikaži in skrij oglišče, bi ga lahko tudi v bistvu kakorkoli spreminjala. In spet je možno, da prikažem notranje kote in potem se mi recimo, ko spreminjam te zadeve, se mi potem tudi velikosti kotov spreminjajo. Zato je ena opcija. Druga opcija pa je tudi, da bi lahko recimo, ne vem, če ostanem pri kotih, bi lahko uporabili orodje kotomera in bi si potem izbrali, ne vem, kakšen kot želite izvoziti, recimo 70 stopinj, pa bi vam ga izvozili, pa bi ga lahko dali tudi preko lika zgoraj. Upam, da sem vam odgovorila na vprašanje, ki ste ga postavili. Ja, eno vprašanje še tukaj gospa Petra postavila, ali je možno pri tem orodju uporabljati tudi kakšne kvize oziroma preverjene znanja za otroke. Zdaj, mi smo prav to pri tem orodju ne kot Smart Notebooku, vsaj ne nadaljavo, ampak potem bi morali biti prisotni. Imamo pa prav ta prvi in drugi webinar, ki smo jo izvajali prejšnji teden, pa je prav to dejansko predstavljeno. Tako da vas vabim, da si na naši spletni strani iučitelj.si pogledate prvi webinar in pa drugi webinar, kjer dejansko je orodje, ki je v oblaku, in potem lahko učenci dejansko nadaljavo dostopajo do vsebine, ki ste jo vi naložili, tudi z različnimi kvizi in podobno. Seveda pa je ogromno teh nekih drugih orodij za te kvize in podobno, ampak mi smo pač predstavili tukaj samo enega od teh. Zdaj, gospa Iva še dodatno vprašala razlago po korakih načrtovanja tega vprašanja, čisto ne razumem, kaj ste imeli v mislih, tako da če lahko bolj specificirate. Če še moče kakršnokoli drugo vprašanje, še pogledam. Vidim, da nekateri si že v tem času kar nalagate. Smart Notebook, super. Evo, se čujem. Ja, se slišimo. Kaj je zdaj? Halo? Nekdo si je mikrofon vklopil. Moče kako vprašanje ali po pomoti? Kaj si že naredila? Mislim, da je bilo... Sem že jaz cancel. Ja, verjetno je bila pomota. Skratka, če še kakšnokoli vprašanje smo na voljo, lahko nam tu... Kakšni so odzivi učencev na to vrstno poučevanje? To boste pa nam vi povedali. Jaz mislim, da je lažje na ta način posneti, ne vem, neko prezentacijo, izobraževanje, oziroma neko vsebino, ki ga učitelj predava, in poslati video, da imajo vsaj, bom rekel, razlago, kot pa da jim pošljete samo PDF ali PowerPoint, da sami predelajo. Jaz mislim, da je to vseeno neko orodje za video, kjer je zajem slike in pa potem vašega zvoka dejansko podobno kot pa v šoli, kjer
gledajo vas, vas poslušajo in pa potem tudi ne vem, razlago, kar pišete ali pa PowerPoint ali karkoli. Tako da jaz mislim, da je to veliko, veliko boljše kot samo nalaganje PDF in pa PowerPointov, da ne učenci sami predelajo vso vsebino. Jaz verjamem, da mogoče enkrat, dvakrat ali pa nekajkrat se učencem to zdi smiselno, ko pa to preide v mesec dni samodejnega dela, pa je verjetno malo težje. Gospa Jasmina, Petra, gospod tudi je prosila za link. Larisa, če ti v tem času link daš, da ne bodo čakali do popodneva, kako si namestijo. Gospa Jasmina je vprašala, ali je možno, da snemaš sam sebe, poleg med govorjenjem si prikazal kot mini kamera. Žal smart snemalnik tega ne omogoča, tako da bi za kaj takega potrebovali kakršnokoli drugo orodje, ki pa ga zdaj nimam čisto v mislih, kaj bi lahko izbrali. No. Seveda lahko bi tips. Ja. Screencast-o-matic. Screencast-o-matic, ok. Maja, mogoče kakšna navodila, kje, na kakšni inovativni šoli ali kje za uporabo? Ja, daj usmeri lahko na Facebook skupino od inovativne šole ali pa tudi na spletno stran. Tam sicer ne vem, če smo za Screencast-o-matic gor napisali, bom pa jaz napisala zdajle na Facebook od inovativne šole takoj. Samo 3 gumbe ima, stop, pauza, briši pa ustavi in to je to. In potem omogoča tudi, da si dol shranite do 15 minut dolge posnetke, brezplačna verzija, itak pa za šolo več kot 3 do 7, 15 je že zgornja meja, ne? Tako da je čisto dovolj, pa super simpel je. Pa če smem vprašati, Maja, a je ta program omogoča tudi zajemanje slike in videa ali samo video? Ne, ti si snemaš, pa si zraven vklopiš lahko svojo kamero, lahko si pa brez svojega glave zraven, če nimaš glih frizure. Drugače pa gre za snemanje zaslona. Ja, frizura je lahko zdaj problem, ko frizeri ne delajo. Ja, snemanje zaslona je, ti pa se odločiš, ali zraven kaže tudi tebe ali pa ne. Super. Torej, vsi, ki ste še ostali v webinarju, Facebook stran, inovativna šola, kjer je veliko zanimivih informacij tudi na voljo. Torej, link za download je Larisa že dala. Ali je možno, tukaj vidimo nekaj komentarjev, tu smo že rekli. To pride poštev tudi pri pouku angleškega, nemškega, francoskega jezika, to zdaj ne vem, na kaj se navezuje, ampak verjetno za predstavitev in podajanje, mislim, izobraževanje, da je posneto. Povezave so dane. No, potem je gospa Daniela Gostinčič dala tudi, verjetno predlagala možnost za debut video computer software kot programsko opremo, ki bi se dalo uporabljati. Nina Oblak je komentirala, da pri tem programu, ki ga je predlagala gospa Maja z inovativne šole, so lahko zraven vključeni tudi vprašanje je, ali so pri tem programu inovativna šola lahko zraven vključeni tudi učenci s kamerami in zvokom. Po moje ne, ker to je po moje snemalnik in ni kot videokonferenčni sistem. Zdaj, če bi želeli, jaz pripravljam en članek z 2 ali 3 brezplačnimi video orodji oziroma videokonferenčnimi orodji, kjer lahko potem vključite tudi do 25 ali celo do 100 učencev hkrati in lahko na podoben način, kot mi danes delamo videokonferenco preko Teamsov, uporabljate potem tudi katera druga okolja. Bi vas pa jaz mogoče na tej točki povabil, če imate šole Office 365, da uporabite Microsoft Teams kot orodje, ker je zanesljiv. Glede na to, da smo na prejšnjem webinarju imeli 150 udeležencev, danes jih imamo, zdaj jih imamo tudi nekje čez 100. Mislim, da je ta Teamsi so zelo uporabna stvar in hkrati lahko dejansko potem, če bi zdaj vklopili vsi kamere, pa mikrofone, blago tudi kolaborirali. Seveda pa je lahko moteče, če je preveč mikrofonov vklopljenih. No. Nekdo me zdaj nekaj vprašal, pa sem jaz nekaj zašel. Samo sekundo. Kdaj bo ta seminar? Mislite na seminar za brezplačna orodja? Nismo mislili delati seminara, bomo pa razmislili, no, mogoče pa bi res lahko tudi na to naredili seminar, kateri so videokonferenčni sistemi, ki so brezplačni na voljo. Bolj sem imel v mislih napisati članek, kje najdete brezplačne videokonferenčne stvari. Bomo pa razmislili, če bi naredili webinar na to temo tudi. Ja? Hvala. Še mogoče kakšno vprašanje?
Če se komu mudi, na spletni strani inovativne šole imamo videokonferenčne sisteme, mislim, da 3 razložene. Tako da tudi vključno s tem si tudi plačate video vodiče, tam si ga lahko kdo pogleda. A še lahko jaz nekaj vprašam? Izvolite. Meni je bilo rečeno, da glede teh Arnes video, tega portala, da v bistvu, če hočeš ti to zakleniti oziroma da bo kot zaseben način, pa če bo hotel kdo drug to pogledati, recimo učenci, bi morali dejansko imeti ta svoj račun tukaj. Tako da, če ne bo javno, bojo težko dostopali učenci, no. Zdaj, Ker tudi imajo tukaj napisano, možnost ogleda zasebnih posnetkov se določa preko vpisa dovoljenih AI računov. Aha, to prej nam je sicer ena gospa dala informacijo, da se pošlje samo povezava. Uporabnikom z dostopom bo posnetek viden na strani portala, ob robu prikazne slike pa bo vidna ključavnica. Mene so opozorili, zdaj, če bo ta ključavnica, učenci tega ne bodo videli. Tukaj zdaj sem dejansko, bom rekel, suh in bos, ker ne poznam toliko samega, mislim, nimamo dostopa do samega portala. Lahko pa preverimo, pa mogoče tudi potem na naši spletni strani Facebooku, kjerkoli objavimo, pa da vidimo, na kakšen način zadeva deluje. Pa verjetno, če se boste obrnili na Arnes, vam bodo tudi znali pomagati. Je pa res, da ne poznamo toliko vsebinsko, kako zadeva deluje. Vem, da na YouTubeu deluje, da lahko date zasebno, pa potem... Jaz sem iskala zdaj različne načine za posredovanje video, ampak ker je pač problem tudi, da ko pošiljaš povezave, ne moraš tudi paziti na to, da se ne vidijo mail naslovi staršem, ker pač dejansko staršem pošiljamo in je to pol prek teh raznih transferjev in to je kar zakomplicirana zadeva. Pa sem pol dala kar na javno, no, zdaj zaenkrat na tale Arnes video, ker tudi mi je tako oblegan, no. Toliko, da povem, da mislim, da na zasebni način ne bojo potem videli. Naj se še rajš pozanimajo preden grejo na to. Ok, super, hvala. Se pravim, prej smo imeli debato, pa ena gospa rekla, oziroma učiteljica, da če dajo zasebno in potem podelijo povezavo, zdaj pa ne vem. Dajte poskusiti, če pa kaj treba, pa verjamem, da bodo tudi na Arnesu znali pomagati, no. Ja, lahko pa da tudi gre, jaz ne bom trdila, ampak piše tako, kot da bi res rabil nek račun, ampak zdaj, če že v praksi to uporablja, potem pa mogoče vseeno gre. Ne vem. Ali pa druga možnost, ne vem, Dropbox, pa jim pošljete samo povezavo, pa lahko neposredno na internetu pogledajo, ne, pa ne rabite potem, ali pa date povezavo, ne vem, v dokument v spletni učilnici, potem je tudi, ne vem, OneDrive, WeTransfer, vse teh orodij je ogromno, no, pa moče potem samo, da pravite, mailo pošiljali ali pa da se ne vidi, mogoče pa potem samo link pošljete ali pa date v spletno učilnico, da si lahko pogledajo, no, to je recimo opcija, no. Moram še malo tem WeTransferjem pogledati, kako je, no. Smo še malo bosi zdaj pri teh stvarih. Ja, pri WeTransferu v bistvu vi lahko naložite video, pa ne rabite vseh mailov vpisati, ampak recimo pošljete samo sebi, pa potem imate vam pošlje na mail povezavo, ki jo lahko potem samo podelite z učenci v spletni učilnici, recimo. Aha, ja. Ali pa prek maila, zato ko mi spletne učilnice ne uporabljamo še. Mi imamo vse ali pa preko maila, tako je, ja. Ja, tako da če bi jaz v mail kopirala tisto povezavo, bi v bistvu delala, ne? Od transferja. Ja, to bi delalo, tako je, ja. Zdaj vidim, da je gospa Petra napisala, da ena je javna, druga URL naslov, tretja pa samo dotični. Potrebujete vnesti naslove. Zdaj jaz predvidevam, da bi tu ta druga opcija URL naslov verjetno delovala na način, da samo povezavo pošljete na mail, pa da deluje. Mogoče res malo, da raziskujete. Jaz vem, da je zdaj verjetno šok za učitelje, da imate veliko dela, ampak žal, tudi mi vsega ne znamo, tako da pač tisto, kaj znamo, pa vam upam, da lahko pomagamo, no. Je pa že super, da ste se lotili tega, no, da vsaj kje dobimo še malo informacij. Ja, jaz bi tudi predlagal, tako kot je že prej gospa Maja bila za inovativne šole, Facebook strani inovativna šola je ogromno materijala za delo nadaljavo, mislim, da tudi zelo veliko video vodičev. Dajte spremljati, ker je kar nekaj teh skupnosti, ki se zdaj trudi, pa mislim, da se splača malo pogledati. Tako da hvala vam za tole. Lep pozdrav. Hvala vam. Če še kakršnokoli vprašanje,
lahko kar, če ne bi webinar zaključili. Jaz se vam zahvaljujem. Ostanite zdravi, drugače pa tudi na mail podpora@iučitelj.si lahko pišete, bomo z veseljem vam pomagali. Tako da za vas smo, da vam pomagamo, če le znamo, če ne pa bomo posredovali naprej, mogoče da do drugi, ki bi pa se ukvarjali z neko drugo zadevo, da vam pomaga. Hvala lepa. Lep dan še naprej. Zdaj ne vem, kako je v drugi konci Slovenije, pri nas na Štajerskem je kar zasnežen, tako da zdaj bomo šli z otroci malo na sneg, pa se slišimo v naslednji priliki. Hvala vam še iz moje strani in lep pozdrav. Ostanite zdravi.